Danes v Pomurskem dnevniku novi pretresi v Mursko-Soboški škofiji. Slavnostna seja mestne občine Murska Sobota. Preverjali bodo upoštevanje ukrepov. Prosta delovna mesta. Vreme jutri bo pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Škof Peter Štumf je pred dnevi župniku Alojzu Benkoviču preklical njegove duhovniške pravice, od njega pa zahteva način življenja, ki se sklada z njegovimi duhovniškimi dolžnostmi. Pred izdajo odločbe naj bi bil duhovnik strani škofa večkrat opomnjen. Večina vernikov se ne strinja s škofovim dekretom, da bi moral duhovnik ponovno oditi. Verniki župnije na Cankovi, kjer je duhovnik Alojz Benkovič deloval zadnje leto, niso zadovoljni. Kot vse kaže, bodo ponovno ostali brez župnika in brez pojasnil. Pa v resnici niti ne vemo, za koj se ide. Smo bili zadovoljni, ja. Dobro, saj vsakšen človek dela napake, ne, tudi on je samo človek, ne je pa delo ne vem kakšnih, ko bi mi bili recimo videli ali čuli, ali ker zdaj se bojimo, kade, če glika imamo gospoda Grabara, Beri sem čula, kada je ga nadomeščal, oziroma da župnik, ker zdaj je bil kak pomočnik njegov. Benkovič več ne sme maševati, pridigati, spovedovati in deliti druge zakramente. Za pojasnila Mursko-Soboška škofija ni dosegljiva. V obvestilu objavljene na spletnih straneh škofije piše le, da je bil duhovnik večkrat opomnjen. Med drugim mu učitajo odtujitev cerkvenega blaga, zlorabo cerkvene oblasti oziroma funkcije in pa upravljanje poslov v nasprotju s predpisi cerkvenih kanonov. Škof pa mu je naložil tudi pokoro in sicer v obliki umika v stično za leto dni. Benkovič pred našo kamero ni želel, v telefonskem pogovoru pa nam je zaupal, da zadevo rešujejo znotraj cerkve. Ostre besede na relaciji župnik-škof so letele že v Beltinški župniji, kjer je do pred nekaj več kot enega leta deloval Benkovič. Jaz sem dosta bila na Farufite, pa smo se juko razmili, pa smo teja pozdravnika na zakne vse narobe prišli. On je bil ni bil glih duhovniški tip, ne, ampak drugače za cerkev pa za ljudi je pa vse naredil, kar so prosili. Kritike glede gospodarjenja so segala vse do doma za starejše, ki ga je ustanovila Beltinška župnija. Vse to je med verniki v Beltincih zbujalo negotovost. Mnogi menijo, da je to celo načelo ugled te župnije. Ugled je imela za časa Janka Škrbana. Ja, tako. Je bila to zelo cenjena župnija. Kasneje se je pa vse to počasi kvarilo. Nekdaj je bila Beltinska župnija svetovno, mislim, slovensko znana. Zdaj pa je propadla do kraja. Ampak jaz mislim, da je to vse narod sam kriv. Spet drugi so z delovanjem še vedno zadovoljni. Jaz sem jako zadovoljna s temi duhovnikami, pa dosta delajo, pa se brigajo zdaj, pa kako smo čuli, pa je, so dosta že rešili. Toga dolga pa to, pa podpiramo, koliko moramo. Spor med duhovnikom in škofom se, kot kaže, vleče že dlje časa. Pred leti so se celo začele širiti govorice, da naj bi duhovnik Benkovič sam želel izstopiti iz duhovništva. Nekateri verniki Beltinške župnije so Benkoviču v anonimnem pismu leta 2018 očitali, da župnik krši celibat, škofa pa pozvali naj razmere uredi. Številni pa so se postavili na stran Benkoviča. Celibat bi naj odpravili tak, kak je nekdo, ko bi duhovnik se rekel tudi ženo, pa on svoje delo naj za crkvenimi vratami upravlja, a v svetmu pa naj živi tam vsak drugi. Benkoviču bo služba župnika prenehala 20. julija. Danes je v gledališču Park potekala slavnostna seja mestnega sveta mestne občine Murska Sobota, na kateri so med drugim naziv častnega občana podelili prvemu predsedniku države Milanu Kučanu. Poglejmo si, kaj sta povedala župan Aleksander Jevšek in častni občan Milan Kučan. Celotno slavnostno sejo pa si lahko ogledate danes ob 18:30. Današnja svečana seja mestnega sveta je posebna v dveh pogledih. Posebna je zaradi razmer, v katerih jo bomo odprli in tudi izvedli. In hvala vam, da ste se kljub tej omejitvi udeležili v takem velikem številu in se odzvali našemu povabilu. Posebna pa je tudi zato, ker bomo danes, poleg vseh ostalih zelo pomembnih priznanj in nagrad, podelili priznanje častnega občana prvemu predsedniku Republike Slovenije, gospodu Milanu Kučanu.
V posebno čast mi je, da sem lahko v tem času tisti, ki bo podelil ta najvišji naziv, najvišje priznanje v mestni občini. Najprej čestitke ob prazniku mestne občine Murska Sobota in čestitke tudi za visoko stopnjo solidarnosti in državljanske odgovornosti v spopadanju z posledicami epidemije. A naj se, če dovolite, najprej, kot se spodobi, zahvalim vam, svetnikom mestne občine in gospodu županu, za visoko priznanje. Komaj more človek pričakovati kaj več, kot da je deležen odločitve, s katero mu je prisojen ta častni naslov. Še posebej, če je to naslov mesta, v katerem je bil postavljen temelj vsega njegovega življenja. Tu v Murski Soboti sem po prihodu z Goričkega preživel otroštvo, najbolj brezskrben in lep del svojega življenja. Mnoge poti sem od takrat prehodil, mnoge dežele sveta so me vodile, srečeval sem na njih številne pomembne ljudi, bil sem udeležen vrsti dogodkov, sodeloval pri mnogih odločitvah in številne sprejemal tudi sam. Prek vsega tega zanimivega, dostikrat razburkanega in negotovega dogajanja se je oblikovalo moje življenje, utrjeval moj značaj in vera v mogoči pravični svet. Eno človeško življenje ni enako drugemu, ena človeška žalost ni enaka drugi. Neizmerna pa je sreča, ko jo človek doživi in jo z drugimi deli. Vlada je na svojem Twitter profilu objavila posnetek, na katerem je jasno prikazano, kaj povečuje tveganje okužbe s koronavirusom in kje je možnost, da staknete koronavirus, najmanjša. Tveganje okužbe s koronavirusom povečujejo zaprti prostori, čas, ki ga preživimo z drugimi, gostota ljudi, neupoštevanje varnostne razdalje, kašljanje, kihanje, petje ter hitro dihanje pri raznih dejavnostih. Najmanjša možnost okužbe je doma, na sprehodih v naravi, piknikih v ožjem družinskem krogu in ob teku ali kolesarjenju. Majhno možnost okužbe predstavlja igranje tenisa, badmintona, golfa ali drugih športov, pri katerih je mogoče ohranjati razdaljo in razkuževati površine, ki se jih dotikamo. Prav tako je majhna možnost okužbe ob nakupovanju, a le če nosimo maske, se izogibamo gneči in upoštevamo razdaljo, površine, ki se jih dotikamo, pa se razkužujejo. Srednja možnost za okužbo z novim virusom je na obisku v bolnišnici, urgenci ali pri zobozdravniku. Tudi ob obisku muzejev, gostinskih vrtov in v taksiju obstaja srednja možnost okužbe s koronavirusom. Velika možnost okužbe s koronavirusom obstaja ob obisku fitness centrov, frizerjev in kozmetičnih salonov, ob obisku restauracij in kavarn v zaprtih prostorih. Prav tako veliko tvegamo na sestankih v zaprtih prostorih in verskih obredih. Zelo velika možnost okužbe s koronavirusom pa je ob igranju športov z veliko telesnega stika, kot so nogomet, odbojka, košarka, obiski nočnih klubov in zabav v zaprtih prostorih. Prav tako je velika možnost okužbe ob uporabi javnega potniškega in letalskega prometa, ob udeležitvi na množičnih protestih in na ogledu tekem in ob obisku kina ali gledališča. Krivulja okužb v Sloveniji niha, število okužb je okrog 20 na dan. Od 132 primerov je 73 primerov povezanih z lokalnim virom okužbe, kar pomeni, da so druženja privedla do širjenja prenosov. Vladni govorec Jelko Kacin je na današnji tiskovni konferenci dejal, da je zdravstveni inšpektorat včeraj opravil 753 nadzorov, od sobote pa kar 1876, pri čemer so ugotovili številne kršitve odrejene karantene. 585 oseb je spoštovalo odločbo. V 25 primerih oseba ni bila prisotna na naslovu, v 9 primerih dostop do zasebnega zemljišča ni bil mogoč. Ugotovili so 30 primerov lažnih ali napačnih naslovov, v 15 primerih pa oseba ni odprla vrat. Inšpektori bodo v prihajajočem vikendu izvajali nadzor nad gostinskimi lokali in gostince pozivajo, da dosledno spoštujejo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Tudi danes smo za vas pripravili pester izbor prostih delovnih mest. Preverite, morda pa katero čaka ravno na vas. Na soboškem okrožnem sodišču iščejo finančnega referenta, ki bo hkrati vodja plač, depozitov in izterjav. Zadolženi boste tako za finančno-računovodske naloge v okviru delovanja sodišča. V uspešnem ljutomerskem podjetju, ki velja za vodilnega ponudnika čistih prostorov in opreme, imajo 2 prosti delovni mesti. Na prodajnem področju potrebujejo samostojnega in samoiniciativnega prodajnega inženirja, za bdenje nad projekti pa vodjo projektov.
Odranski Kartago ponovno zaposluje. Razpisani imajo 2 delovni mesti na področju kontrolorja, potrebne pa bodo vsaj enoletne izkušnje iz avtomobilske industrije ali podobne branže. Okrepitve v skladišču išče lendavski varis, ki za nedoločen čas zaposli osebe za pripravo in razvoz materijala iz skladišča v proizvodnjo gotovih kopalnic skladno z delovnimi nalogami. Imate raje terensko delo? Potem se lahko zaposlite v podjetju Roto, kjer od kandidata pričakujejo dobro poznavanje področja elektrotehnike. Delo bo potekalo po terenu in v pisarni, dobite pa službeno vozilo, računalnik in prenosni telefon. Povezave do vseh prostih delovnih mest najdete na sobotainfo.com. Jutri bo po sončnem dopoldnevu sredi dneva oblačnost od severa naraščala. Zgodaj popoldne bodo na severu nastale prve plohe in nevihte, do večera pa bodo padavine in nevihte zajele vso Slovenijo. Več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli jasen dan s temperaturami okrog 30 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 26, v Murski Soboti, Radencih in Lendavi pa 30 stopinj Celzija. Jutri bo po sončnem dopoldnevu sredi dneva oblačnost od severa naraščala. Zgodaj popoldne bodo na severu nastale prve plohe in nevihte, do večera pa bodo padavine in nevihte zajele vso Slovenijo. Nastane lahko tudi kakšno krajevno neurje. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem zvečer burja. Temperature v Murski Soboti in Mariboru se bodo zjutraj gibale okoli 16, čez dan pa od 27 do 29 stopinj Celzija. Do nedelje zjutraj se bo razjasnilo, po kotlinah bo nastalo nekaj megle. Nedelja in ponedeljek bosta po večini sončna in hladnejša dneva. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 10 do 12, čez dan pa od 24 do 25 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke in gledalci, ponovno vas pozivamo k upoštevanju nasvetov strokovnjakov in ukrepov vlade. Zato si redno umivajte roke, kašljajte in kihajte v robček ali rokav, redno zračite prostore in držite razdaljo 1,5 metra. Vse, kar je potrebno, pa boste vsak dan sproti izvedeli v Pomurskem dnevniku. Hvala, ker ste bili z nami, v našo družbo pa ponovno vabljeni prihodnjič. Bodite z nami.